Pozdravljeni, moje ime je Boštjan iz zasedbe B-kompleks in vi poslušate oddajo Radioaktivno. Bil sem otrok zlatih las, bil okroge v obraz, lepe kodre sem imel, vse poglede sem ujel. Vrtec so peljali me, pokrampal grizel sem vse, vsak je toliko se posral, za hlače rad sem roko dal. Prišla puberteta je, poljubil eno sem ali dve, ko treba bilo bi pas odpret, sem raje sam šel na sekret. Pol pa me postane strah, če kdaj pobožam mokri mah, ker če to se ne zgodi, nimaš se s čim hvaliti. Naj že zgori ta virus na duši, naj se zgodi že konec tej suši, naj se zgodi že ta prelepa stvar, da končno bom sveta vladar. Sem ojačal že, zagrabil zizo ali dve, šlatal tudi katero rit, amah ostal je vedno skrit. Po službi v disko sem hitel, s nogimi se zavrtel, vedno zbral si takole, ki pobruhala me je. Redno me postaja strah, če kdaj prodrem skoz mokri mah, ker če to se ne zgodi, meni zaživeti ni. Naj že zgori ta virus na duši, naj se zgodi že konec tej suši, naj se zgodi že ta prekleta stvar, za drugo nič več ni mi mar. Naj že zgori ta virus na duši, naj se zgodi že konec tej suši, naj se zgodi že ta prekleta stvar, pa če tudi za njo dam denar, pa če tudi za njo dam denar, pa če tudi za njo dam denar. Na mah je bila slišana skladba zasedbe B-kompleks, Boštjan pa je z mano v studiu Radia Prlek z albumom Amerikana po slovensko. Boštjan, zdravo. Pozdravljen, pozdravljen. Country folk in blues kvartet ste B-kompleks. Ja, res je, nekako se držimo teh Amerikana stilov, ki so nam seveda zelo pri srcu, tako da to so recimo eni trije, ki pač opisujejo našo muziko. Amerikana je dejansko potem prepletanje različnih glasbenih zvrsti. Tako, to so ti žanri, ki se jih pač singer-songwriteri v Ameriki poslužujejo od rocka, bluegrassa, folka, v glavnem countryja, bluesa. Vse, kar prinaša ameriški jug ali tudi ameriški sever? Ne, to je kar sever in jug. Združeno. Tako. Kaj pa potem pomeni Amerikana po slovensko? Ja, to smo mi imeli tak delovni naslov plošče, ki je potem kar ostal, ker je v bistvu najbolje opisal to, kar pač ponuja, ne? In to je točno to, Amerikana zvok, Amerikana inštrumenti s slovenskimi besedili, slovenskimi teksti, ki pa vseeno skušajo biti nekako tak, kot so Amerikana teksti, na prvo uho preprosti, tu pa tam se pa najde kaj med vrsticami. Ste dodali kaj podalpskega melosa? Ja, Frajtoner Ceniče, na to namiguješ. Veš, da sem imel v misli harmoniko. Ja, orglice so, no, to je najbližje, kaj je harmoniki, tako da ne, je pa, je nekaj gosto se znašlo na plošči, da je
še bolj Americana. Dodane so klaviature, Hammond orgle, klavir, pedal steel kitara in banjo, tako da je malo tega zvoka. Tako da malo country pridiha. Tako. Ja, če bi pa bila harmonika, pa ni nujno, da je fretonorica, potem bi pa res bil podalpski melos, ampak takrat več ne bi bil tu Americana. Pa nekako bi prej probal iti na Zajdeko, ko pa na podalpsko. Tudi na zadnje v Ameriki je polka popularna. Tako. Preko slovenskih izseljencev, celo Grammy nagrada je za polko bilo vse preteklost, ne vem, če še je vedno. To pa ne bi vedel. Pričela sva skladbo Namah. Ja, to je tak country uvod v ploščo, zgodba trpečega, mladega, odraščajočega fanta. V podnaslovu na zgoščenki piše posvečeno vsem z nizko samopodobo. Ja, nekako tako se je začelo s tem fantom, ja, ko je bil mlad, je še nekako šlo, potem v puberteti pa so mu drugi marsikaj povedali in je tako šla samopodoba po zlu. Druga, ki jo bo spustila, bo Včasih, tudi ima svoj podnaslov. Ja, Včasih je tudi ena taka skladba, ki je nastala zaradi stresa v odnosih, seveda med človeškimi odnosi. Včasih sem utrujen, nič se prav ne zdi, se potapljam, vase iščem, če še luč gori. Drugi spet energija, zviško me ubija, letam nad oblaki, da še zemlje videt ni. Kam se bom podal, kje se bom spoznal, ali najprej spim, ali naj zbudim. Enkrat sem obužen, drugič čisto sam, le glas me spremlja zvesto tuje noč in dan. Tiho govori mi, da samota zame ni. Si želiš ljubezni, pa čeprav se v njej trpim. Kam naj se podam, kje naj te spoznam, ali najprej spim, ali naj trpim. Sedaj vedno sem utrujen in nič več prav ti ni. Se potapljam, vase saj le duše luč gori. Tvoja energija zviško me ubija, ne poznaš ljubezni, saj ti le jemlješ mi. Kam naj se podam, jaz te ne poznam, naj ostanem sam, ali se predam. Odšel bom daleč proč, najdi si pomoč. Jaz ostal bom sam, jaz se ne predam. Včasih skupine B-kompleks z albuma Americana po slovensko. Če se ostavijo pri imenu B-kompleks, ko sem iskal na Googlu, me vedno vrže na povezavo z zdravjem. Ja, zdravje je prvo.
je sigurno kak fitness rek. Ne, to je pač izpeljanka, ne, v bistvu je dolgo in pravo ime zasedbe Boštek in njegovi kompleksi. Boštek je moj vzdevek, tako me prijatelji kličejo, ampak to ni za pričakovati, da bi si publika, poslušalci zapomnili. Ni nobene potrebe, zato smo to skrajšali, ne, Boštek, njegovi kompleksi, kar kratko B-kompleks. Kaj ti na spletu, kot sem dejal prej, piše, da je B-kompleks skupina vitaminov, ki skrbijo za razpoloženje. Ja, lahko bi tudi kako vzporednico tu potegnili, ne? Tudi mi skušamo poskrbeti za razpoloženje kot naše in seveda tudi vseh ostalih, ki so pripravljeni prisluhniti naši glasbi. V povezavi tem tudi na delovanje možganov vpliva danes je pri glasbi, kdaj pa da je treba tudi razmišljati. Ja, ne škodi. Če poslušamo vaša besedila, tudi treba, da je pa da dobro prisluhniti, če prav izgovorite ali ne. Kajti, kot opažam, ste obendo direktni. Ja, zdaj ne vem točno, na kaj to leti, ampak ja, če ste to tako zaznali poslušalci, ne, verjetno ne samo ti, ne. Ja, že tako nam je bilo že očitano, ja, da smo neposredni, ja, včasih. Se to je prav, brez celofona. Tako, točno to je bilo tudi že uporabljeno, ja. Kot si omenil, dejansko z glasbo dvigujete razpoloženje. Bi lahko rekli potem, da je vaša glasba 14. vitamin, če jih je 13 za B-kompleks dovolj? 14, 13, ne vem, pravijo, da je v pivu dosti B-vitamina. Tako da zdaj, če 13 vitaminov, pa spijemo še pivo zraven, mogoče tudi dvigne razpoloženje. Pa če dodamo še nekaj glasbenih ritmov, potem je še toliko boljše. Tako. Verjetno pa brez glasbe danes težko preživimo, kaj misliš? Ja, sploh ne vem, kam to vse vodi, vse slabo v tem današnjem času. Da res, ja, mogoče bo glasba v zadnjem času postala še večje zatočišče kot do nedavnega. Tako da ja, ne, jaz vseeno upam, da se bodo časi popravili, da bo šlo na boljše, pa da bo glasba ohranila funkcijo, kot je imela prej, da ne bo res edini izhod v sili za nekaj lepega. Je potem Amerikana po slovensko tudi plod karanten in epidemije pod narekovaje? Ja, plod je, ne, ker je nastala v tem času, je pa bil plan že prej v tem časovnem okviru posnet to ploščo, tako da se to pač sovpadlo. Je pa karantena do neke mere pripomogla k nekemu, ne vem, lažjemu ali pa večjemu ustvarjalnemu vložku, ker je pač bilo več časa zaradi tega. Naslednja bo Vse slabo, tudi singl, ki je išel sporedno z izidom albuma. Ja, res je, to je bila taka napol ponesrečena kombinacija. Planirali smo singl konec februarja, ki je nekako po naključju sovpadel z rahljanjem ukrepov in z nekim veseljem, da se bo pričelo lahko spet koncertno obdobje, ampak to veselje ni dolgo trajalo, ne, ker je napočil vojni čas, ne, in glavnem je to dobilo čisto drugo konotacijo in ni bilo takega veselja, kot smo pač upali nanj. Potem mogoče je bilo dobro spremeniti podnaslov, če se sam ne odločiš drugače? Ja, v tem primeru bi bilo, ja, ampak zdaj, kaj je to, ni bilo na to mišljeno, seveda, ne, to je bilo mišljeno na te stvari, ki dostikrat vidimo stvari slabo, v slabi luči, ne, in dostikrat je to vse v nas samih in imamo sami moč to spremeniti, ne, seveda v tem konkretnem primeru ni temu tako. Slaba hiša, slaba banka, slaba cesta in še slabša stranka, slaba služba, slaba plača, slaba volja v meni se obrača, slab sir in slabo vino, vse je slabo, kako naj imam se fino. Slaba mati, slab poter, slab ljubimec in še slabši foter, slaba sestra in slab brat, ki je pravi psihopat. Slab viski in slab džin, vse je slabo, dokler nisi in. Se obrnem stran, se slabo je še vedno tam. Slaba kurba, slab stas,
in slab glas, slab strel, slab rez, slab stik, ne vem več kaj je res. Slab kelner in slabi kavi, po slabi travi, morda se vsaj pozabi. Slaba teta, slab stric, slab sin in slab vic, slaba žena, slab prijatelj, slaba vest jebem ti mater. Slab liter in slaba krača, slaba karma vse nam slabo vrača. Še vedno tam. Vse je slabo, pravi skupina B-kompleks v oddaji Radioaktivno. Če se ustavimo še pri sami skupini, kam segajo korenine, začetki? Začetek zasedbe sega v leto 2018, konec leta. Tam smo se nekako začeli dobivati. Padla ideja strani takratnega bobnarja, da če bi jaz naredil band, bi on igral z mano. Ne? Seveda, ker je pač to mariborska legenda, nisem mogel reči ne. Potem smo poiskala še basista in padla je kar hitro varianta, da gremo naslednje leto marca igrati v Nemčiji na eno mini turnejo. Tako da smo na hitro program postavili, seveda coverje, mogoče en avtorski komad, dva, pa nekaj coverjev. In smo bili kar hitro potem na preizkušnji. Na taki mini turneji se že vidi, ali je band skupaj ali ne. Smo videli, nam je okej in smo seveda potem nadaljevali z delom. Tako da ja, v bistvu tam konec 18, 2019 je pa že bilo to trdno zasidrano, da je to okej zasedba. Takrat ste že bili kvartet? Ne, to je kot trio, basist Bobnar. Kvartet smo od lanskega septembra, ko se nam je pridružila Lucija Dajčar. Tako da v bistvu z njo nastopili kot kvartet še nismo. Imeli smo poleti na zadnjem našem koncertu gostjo na violini, Polono, ki pa seveda kljub povabilu ni imela časa za redno dejavnost bendu, tako da, ampak dovolj je bilo, da smo mi videli, da nam ta zvok violine zelo ustreza, zelo paše v to našo Americana shemo, tako da smo potem vseeno objavili, da iščemo violinistko in na našo srečo nismo prav dolgo rabili iskati, se je Lucija javila in tudi že sodelovala na plošči, tudi pridno že vadimo in se že veselimo prvega nastopa kot kvartet. Torej zdaj imate v zasedbi bobne, bas, tolkala, violino, orglice in kitaro? Ali še kaj več? Ne, to je to. To je to, bas, bobn, violina. Lucija tudi poje spremljevalne vokale, pa še taki mali multipraktik, še tudi kaj drugega zaigra vmes, recimo pri skladbi Božična, ki ste jo tudi na vašem radiju vrteli lani. Tam je igrala glockenspiel, zvončki pravimo temu. Tako da ja, je taki mali multipraktik. Je pa potem pri nastajanju albuma oziroma pri snemanju skladb sodelovalo še nekaj glasbenikov? Ja, res je. Nekaj spremljevalnih vokalov je posnela Lucija, kot že rečeno. Večino pa je odpela Valerija Tominc, Zmagotova prijateljica. Klaviature je posnel Danilo Ženko, ki je sicer tudi posnel vse skupaj, tonski mojster. Banjo in pa pedal steel kitaro je pa posnel Mitja Novak, sicer strojevodja zasedbe Pohorje Express, moj veliki vzornik sicer. Oni še vozijo? Ja, mislim, da še vozijo, sicer bolj počasi, ampak še mečejo premog v kotle. Pa vozijo do Kopra in nazaj. Ja, drugam tak ne gre to. Pričeli ste kot običajno tovrstni bendi s priredbami, danes prišli do avtorske glasbe? Ja, v bistvu je tu bila še ena faza vmes. Priredbe smo kar hitro, oziroma sem priredbe kar hitro poslovenil. Tako da zdaj praktično v programu, v dvourni program koncert imamo in v tem dvournem programu, dobre 2 ure, v bistvu več kot 2 ure lahko igramo, ni več
komada z angleškim tekstom, tako da imamo vse priredbe poslovenjene in pa seveda avtorske v slovenščini. Tako da lahko tuje uspešnice slišimo, kako zvenijo v našem jeziku. Tako, res je, recimo te komadi od Johnnyja Casha, Willia Nelsona, Dolly Parton, Blackberry Smoke, Allman Brothers Band, tako da ja, se jih najde nekaj zanimivih prepesnitev. Me zanima, če jih poslušalci spoznajo. Ja, to bi mogli testirati, sprobati na koncertu ali pa na radio, ja, samo bi mogli posneti še Amerikana po slovensko 2. Samimi priredbami. Tako. Nisem se prijavil, bo naslednja, ki ima tudi podnaslov Za vse bivše šefe. Ja, to je ena taka bendovska prigoda, podnaslov pa velja seveda za vse te situacije, ne, ko pač najboljše biti sam svoj šef. Ne. To je nekako sporočilo, ne, in zdaj, če se tu dogajajo neke stvari v nekih odnosih, ali to v službi, ali v bendu, ali ne vem, kjerkoli, ko je dovolj, je dovolj. Ne. Se v mesto, ki odpusti, a tvoja stara spletka še vedno tu visi. Tvoja sorta je hudobna, govorili so mi vsi, a dokler ne skusiš, se tako ne zdi. Povabil si me v band, ker v službi pesmi si, a treba jih je znati, tudi če sam pišeš jih. Si obljubljal med in mleko, vzpon na vrh velik, a tja ne prideš brez delovnih oblik. Nisem se prijavil za trkanje v glavo, vedno bolj se zdi, da ti to jasno ni. Slabo, dokler tega ti drugi ne povedo, daj ozri se vase in si priznaj, da bolj kot glasbo ti rabiš moški čaj. Gledaš okrog sebe, prijateljev več ni, žanješ točno to, kar posel si. Teci zdaj le teci, kar te nesejo noge, preden še kdo drug pokaže ti zobe. Nisem se prijavil za trkanje v glavo, a vedno bolj se zdi, da ti to jasno ni.
Pozdravljeni, moje ime je Boštjan, igram v zasedbi B-kompleks in vi poslušate oddajo Radioaktivno. Kot pravim, na dolgo se pot, v avtu kitare, v roki kafe, upanja poln pričakovanju dobrot. Po uri in pol cestnih pasti končno prispem, naglo zavrem, živec popušča, saj že se mudim. Sebe odvržem od večnih parcot, postavimo premo z največjo vnemo, bobnarja stlačimo v najmanjši kot. Smo igrali, fino se imeli, na 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 na. Tipkar začudeno gleda okrog, raje kot primemo, hitro vsi zginemo, pevec sedi na tronu kot Bog. Vsak dan igramo ur vsaj 10, komadi čist hudi, še ton se nam čudi, žalost nastopi, ko je treba bilo pet. Fajn smo igrali, fino se imeli, najboljše jedli, a malo manj peli. Fajn smo igrali, fino se imeli, najboljše jedli, a malo manj peli. Dele, ko vrnem se z dolge poti, utrujen, izmučen, i SMS pravi, da tebe več ni. Aprila konec skupine B-kompleks oddaje Radioaktivno predstavljamo album Amerikana po slovensko, Boštjan je z mano. Za to skladbo si napisal, da je to posvečeno The Dreams in Mariju. Ja, res je. The Dreams so predstavljala kakšen mesec nazaj. Tudi res, drži. Ja, to je, skladba opisuje en vikend, konec aprila, ko smo z Dreamsi snemali te avtorske skladbe za to našo ploščo, ki so jo tudi predstavila tudi na radio. Vse skupaj precej veselo in zanimiv vikend, vesel, poln dogodivščin. Seveda ob povratku domov, ne, pa so me čakale slabe novice, tako da naš Mario je umrl takrat, to je ustanovni bobnar, ustanovni član zasedbe B-kompleks, po težki bolezni, tako da je to bila ena taka zelo, kaj ne rečem, pretresljiva izkušnja zame. S tem sem se pač spopadal na različnih nivojih, na različne načine, ampak ker sem takrat ravno obiskoval online songwriting delavnico in sem imel domačo nalogo za narediti in sem bil toliko v tem dogodku notri, v tem podaljšanem vikendu, da sem pač pisal lahko samo o tem in tako je nastala ta skladba. In sem se odločil, da jo dam na ploščo, ker in nekako postavim spomin temu dogodku oziroma temu veselo žalostnemu vikendu. Amerikana po slovensko je vaš prvenec, 12 pesmi ste nam pripravili. Ja, za vsak mesec v leto ena. Vsak mesec lahko izdate svoj single. Tako. Prvega v mesecu. Malo smo zadaj že, ne? Tako da
Bomo nadoknadili. No, tako. Če smo pričeli s 1. marcem, naprimer, ne, kajti 28. februarja album je šel, če začnemo s 1. marcem kot prvi singlom, potem do prihodnega marca vsak mesec prvi singl. Ja, Mislim, en singl. Božična je že išla kot Pa tudi, napovednik. če jo ponovimo 1. decembra. No, ajde, seveda, to se bi skoraj moglo ponoviti. Tako. Ne. Pa, bomo nekako skombinirali. Kajti dobri možje vsako leto pridajo. Žal. Je vse avtorsko delo? Vse skladbe? Vsa glasba? 10 skladb je moje avtorsko delo, ena skladba God, je delo mojega prijatelja Janja. To skladbo sva skupaj igrala, ko sva za nek dogodek naredila duet na hitro in se mi je ta njegova skladba zelo dopadla, tako kot da bi bila moja, se mi je zdelo. On je nekako v te stvari, kaj zdaj on počne s svojim bendom, z bendom New Generacija, mu to nekako ne pride v poštev in je mi poklonil ta komad, da ga lahko posnamem, lahko dam na ploščo. Potem je tu še eno sodelovanje z mariborskim aktivistom Renatom Volkerjem, skladba Ljubiva se počasi. Slišal nas je na enem live stream koncertu in mi je pisal, jaz mislim, da imam neki tekst, ko bi primeren za vas, pa sva se dobila smisla, zakaj pa ne, in pač ta se mi je dopadel. Sem prebral par njegovih tekstov, ta se mi je dopadel. Sem naredil hitro muziko na njega, na njo, mislim, na komad, na tekst in se mi je dopadlo, pa je tudi prišlo na ploščo. In tako da nekako 11 skladb smo imeli za to ploščo in potem je prišla še 12. skladba, čisto nepričakovano, zato je pa kriva Lucija. Lucija je sicer iz Prage in je tam sodelovala z Petrom Mašinom v takem podobnem bendu, kot to napravi, in je rekla, kaj če bi naredili in zaigrali en komad od Petra, ko sem ga jaz tam igrala v Pragi. Pa sem jaz rekel, seveda, jaz sem takoj začel, to le gre v naš kontekst in ko na meni to zavrtela, sem videl, da je to v bistvu se oni grejo Amerikano po češko, tako. Teda potem Lucija prevedla tekst, meni ga je uspelo v enem dnevu prepesniti oziroma spesniti, zrimati in smo ga potem kar na hitro še posneli zraven kot bonus track, smo rekli, če bo dovolj vredo izpadel, ga damo na ploščo, če ne pač ne in ne vem, lahko presodite sami, ko ga slišite, jaz mislim, da si zasluži mesto na plošči. Besedila so v slovenščini, kar je zanimivo, se tako lažje izraziš? Pa jaz mislim, da je slovenska glasba bi prvotno bila v slovenskem jeziku. In ja, jaz se lažje izražam v slovenskem jeziku in meni tudi všeč slovenski jezik, plus tega, da to glasbo, tako glasbo, ko se gremo mijo, jaz pogrešam pri nas, jaz ne vem, rad poslušam tako glasbo, ki je seveda ni mainstream, pa ni je dosti zaslišati. Bilo mi je celo na parih intervjujih očitano, da ja, taka glasba ponavadi prihaja iz Štajerskega ali pa mogoče iz Koroškega, ne, to me do neke mere presenetilo. Ampak ja, no, zdaj, ko se malo zamislim, pa je že res tako, ne. Pa pogrešam humor v glasbi, tako da tudi nekako to komponento skušal vtkati v besedila, jaz upam, da mi je uspelo, pa da so besedila preprosta in razumljiva, plus nekak dodatek za zamisliti se. To ja, in to, da je povedano z veliko humorja, to pa je res za današnji čas zelo zaželjeno in všečno. No, me veseli. Kajti, ko sem poslušal album skozi, ne enkrat, večkrat, sem se res moral nasmejati. No, potem je bil moj namen dosežen. Je težko nekaj humornega vplesti v besedilo? Pa v bistvu, po eni strani niti ne. Jaz nisem imel zdaj tega namena, da bi zdaj to bilo vse nujno smešno, ne? Ampak ko si neko situacijo zamisliš, pa če je ta tendenca, da gre v to smer, potem se kar sam neke rime lahko zgodijo ali pa neka terminologija, ki zazveni smešno. Ena izmed takih humornih je tudi Ravno prav, ki bo naslednja. Ja, Ravno prav, no to pa je bilo mišljeno, ja, to pa je bilo narejeno kot cel tak, da je komad bil narejen s tem namenom, da je smešen, ja, da je vsaka kitica za sebe smešna in da je na koncu tak mini twist, ki seveda zakoliči to. V službi kavo sem pil, tako zaspan, da sem hlače polil. Pisel, pekel, če nje ne bi bilo, hitro pod hlače je segla z roko. Ko tako me brisat hiti, vrata odpro se šef nemo strmi, mu rečem, ravno prav, šef, ravno prav, prišli ste, ravno prav.
še vedno naš stol. Vzamem denar, da plačal bi jim, prehitro vstane in se izvrti. Tako slabotna v objem pade mi, vrata odpro se pred njimi pa ti reče: ravno prav, draga, ravno prav, prišla si ravno prav. Ravno prav, draga, ravno prav, prišla si ravno prav. Zvečer smo pri tašči večerjali, bilo je super, smo jedli za 3. Moral po nekaj sem špajzo zavit, naenkrat grabi me tašča za rit. Tako me stiska že malo boli, vrata odpro se mulc kljuko drži. Mu rečem: ravno prav, mali, ravno prav, prišel si ravno prav. Ravno prav, mali, ravno prav, prišel si ravno prav. Sredi noči nek hrup me zbudi, za hišo gledam le kaj se godi. Krvav je zmiga, ven žena zleti, za njo pa sosed si hlače drži. Zagrabim ženo močno za roko, lasta za zrakom in reče mi to: o dragi, ravno prav, dragi, ravno prav, prišel si ravno prav. Ravno prav, dragi, ravno prav, prišel si ravno prav. Ravno prav, dragi, ravno prav, prišel si ravno prav. Ravno prav, dragi, ravno prav, prišel si ravno prav. Ravno prav, Boštjan, za to skladbo praviš, da je to za Slovence, ne? Pa ja, tu so not take, kaj ne rečem, stereotipne ali kaj, take naše slovenske situacije. Vsakodnevne. Ja, recimo. Sedaj mora plošča med ljudi. Prej si dejal, da kot kvartet še niste nastopili v živo. Pomeni, da sedaj veliko vadite? Ja, res je, pridno vadimo 2-krat na teden. Obeta se nam radijski nastop, ki pa ima omejitev, da lahko pridemo 3 na radio igrati, tako da spet ne bomo kot kvartet. In pa ja, aprila bomo mogoče res en večji dogodek v Narodnem domu, kjer bomo zaigrali, kjer smo tudi mi povabljeni, ker bo več zasedb. Gre pa za dogodek, ki bo v spomin Mariju, našemu bobnarju, in pa tudi Marku Logarju, tudi glasbeniku, mariborskem glasbeniku. Oba sta lani umrla in oba sta igrala v dostih mariborskih bendih in v glavnem par prijateljev se je zorganiziralo, dogovorilo, da bomo ta dogodek naredili en tak spominski dogodek in da bodo igrali bendi, bomo igrali bendi, kjer sta pač ona dva, Marko in Marijo, sodelovala. Pa nek dobrodelno noto bo imel dogodek. Takrat bomo zagotovo kot kvartet nastopili prvič, če se ne bo že kaj prej zgodilo. Tako 2-3 skladbe bomo izbrali za ta nastop. Album je sedaj že dober mesec med poslušalci. Imaš kak odziv, kako so ga sprejeli? Ja, načeloma je zelo dobro sprejet, še celo besedila so nekateri pohvalili. Basisti so rekli, da je preveč basa v miksu, ampak to je njihova stvar. Drugače pa, ja, če so bili naši kritiki iskreni, potem nam dobro kaže. Me zanima, kako bodo poslušalci, ko boste živo sprejeli besedila, ta humorna besedila. Kakšen bo odziv? Ja, to tudi mene zanima, ja, bom poročal. Bodo tudi kakšni humorni vložki vmes? To pa, če se ne bo drugi angažirali z benda okrog tega, jaz sigurno ne bom še igralec, poleg vseh funkcij, kaj jih imam, ker igranje kitare, petje, igranje orglic, skakanje po pedalih, spreminjanje zvokov na kitari in še razmišljati o tekstu je že več kot preveč za nekoga, ki ni ravno vešč multitaskanja. Kaj ti danes moraš biti deklica za vse? Ja, in narediti šov. Ja, to računam na koga drugega iz benda, da bo naredil šov. Naslednja bo praznična in sicer božična, o dobrih decembrskih možeh, vseh 3. Niso 4 našteti v skladbi? Pa mislim, da so, ja. Božiček, parkelj,
Miklavž, Dedek Mraz. A Parklje je tudi, tako je. Ja, tako da, mislim, da. Čeprav uradno štejemo 3. Miklavž, Božiček, Dedek Mraz. Meni se je tako bolj izšlo v pesmi, jaz sem porabil vse, kaj sem se spomnil. Za vsakega člana en dober mož. Ja, tako je. Ja, tu tako nimam kaj dodati, ta skladba je stara, avtorska skladba, predelana že parkrat. Ja, recimo kritike so padle, če se vrnem na prejšnje vprašanje za to skladbo, da je sicer, koliko se sliši, najbolj tak otroška, ne, je pa z glasbenega gledišča strukturno so glasbeniki pohvalili, pač, da je v redu narejena z glasbenega gledišča, tako da to mi je bilo zanimivo pri tej skladbi. Tako da mi godi, ko slišim kaj takega, tudi če je pri božični, če ni pri godu. Je naokoli, še hladneje je kot prej. Že se mi delajo mozolji, podarilo moram zdaj. Nekoč Miklavž ga je polomil, kaj polomil prav posral. Na pomarančo je pozabil, pa se tipe Poljske sal. Tu je prazničen čas, saj so prišli med nas. Miklavž, Božiček, Parkelj, Dedek Mraz, vsi so face večje kot sem jaz. Miklavž, Božiček, Parkelj, Dedek Mraz, vsi so face, vsi so več kot jaz. Čakate pod smreko, mene smisel za humor. V glavo sem dobil opeko, ti storila si umor. In ko bo zima popustila, ti se spet boš zaljubila. Morda celo se boš sprostila do naslednjega darila. A pazi na prazničen čas, ko pridejo spet med nas. Miklavž jih zgajžlo po hrbtu bo dobil, Božička v sklečki mleka bom vtopil. Parklju jaz polomim vse kosti, Dedek Mraz, oj, kam se ti mudi? Miklavž, Božiček, Dedek Mraz, vsi so face večje kot sem jaz. Miklavž, Božiček, Parkelj, Dedek Mraz, vsi so face, vsi so več kot jaz. Miklavž, Božiček, Parkelj, Dedek Mraz, vsi so face večje kot sem jaz. Miklavž, Božiček, Parkelj, Dedek Mraz, vsi so face, vsi so več kot jaz. V aprilu nekaj božičnih ritmov, skupino B-kompleks, upam, da ste poslušali tudi besedilo, da veste, kaj vas čaka decembra. Ja, to naše potrošništvo nas bo ugnobilo. Čega do decembra še sploh kaj bo. Ja. Na naslovnico albuma ste dali kitaro in jo uvili v 2 zastave.
Ja, nekako, to je bila ideja našega oblikovalca, Matica Ačka. Ena izmed idej, za katero sem jaz jo potem sprejel, ker mi je bila najbolj všeč. Ja, pač Americana po slovensko, ta prehod iz ameriške zastave v slovensko in pa seveda ameriška kitara. V stilu ZZ Top. Ja, recimo, ja. Oni so bili najbolj znani potem. Ja, res je. Od zdaj naprej bomo pa v Sloveniji mi. Ker bo seveda ta kitara tudi z mano na odrih. Slika v ozadju, ki je sicer bolj zatemnjena, pa mislim, da je nekje z ameriškega zahoda. Ja, mislim, da je tam nekje okrog Arizone. Ja, ne vem, če ne. Ja. Mislim, da je šel Matic tja fotka, to ja. V preteklosti je bilo to možno. Če pa pogledamo naslovnico, nekaj manjka, da bi bilo čisto slovensko. Harmonika. Potica. Ja, potem bi Američani takoj prepoznali. To je tudi tam popularno. Ja, to je res, ja. Album je še šel na CD-ju, kako to? Danes večina upravlja samo še digitalne platforme za izdajo albumov. Ja, res je. Jaz tudi nimam več CD-ja druge kot v avtu. To sem zdaj povedal, da imam stari avto, verjetno. Vse jaz tudi. Imam še CD. Ja, ampak... Tudi doma. Ja, nekako smo se odločili za to, da bo to neka pojoča vizitka. Tako da namesto, da govorimo o tem, kaj imamo, potem se eno lažje nekomu dati, da imaš nekaj zadati v roke, da tista vizitka za šifro, ko piše gor, download koda ali kaj vem kaj, link. Da je vseeno nekaj otipljivega, če ne druga se lahko kot podstavek za pivo uporabi, ali pa toliko, da se vidi, kaj je treba napisati v te stream platforme, da se pride do plošče, tako da smo se odločili, da vseeno še ta CD preden čisto izumre, izdamo, da je nekaj oprijemljivega. Boste išli tudi na vinilu? Glede na minutažo bi še nekako spravili skozi. Ne, vinil pa ne, ker je boj, da to postalo drago in da se kar dolgo čaka na to, pa tako da je šlo že kar nekaj cekinov do zdaj v snemanje in v promocijo in v pač izdelavo teh CD-jev, tako da ne bomo se še stroško delali z vinilom. V primeru, da bi seveda se nekaj čudežnega zgodilo, da bi bilo tako povpraševanje ali pa tako, da bi postali zelo poslušani, potem bi se lahko spremenilo, ampak zaenkrat ostaja pri streaming platformah in pri CD-ju. CD je možno naročiti pri vas? CD se dobi lahko v kitarnici, ja. Kontakt pa preko Facebooka? Tako, Facebook ali pa YouTube kanal imamo tudi, ja. Instagrama pa ne, kljub temu, da nas nagovarjajo, da je to zdaj potrebno in tako dalje, ampak ta socialna mreža niso za nas, ko smo že malo z M-šotom obremenjeni. To ni za B-kompleks, to je za A-kompleks. Ja. Naslednja bo God, ki si jo že omenil. Ja, God je taka hudomušna, kot sem že omenil, kot da bi bila moja, od mojega prijatelja Janja. Tako da tu nimam kaj dodati, ker besedilo vse pove. Ga praznuješ? Hvala Bogu, ne. Ker če bi verjetno potem jaz napisal to pesem. So leta copatnega profila, minila je tvoja potuhnjena idila. Minile so ceste brez cilja iz prisile, minili so časi, o katerih bodo drugi govorili. Ostale so flaše razbite po fotelju, ostale vonjave po grozdju so in hmelju. Ostali bedaki bodo s tabo čustvovali, ostali na večeri in potuho ti dajali. Vse to, samo zato, ker mi nisi čestitala za God. Oglasil se bom še samo po stvari,
copate ti pustil, bom za spomin. Odnesel bom zbirko pornografije, pustil denar bom in drog nalijem. Minili so tudi vsi lepi spomini, 4 dni pred Silvestrom so vsi se razblinili. Zdaj bom poskušal bolj zdravo živeti, na jetrale kratke in opljuča cigaret. Vse to, samo zato, ker mi nisi čestitala za god. Vse to, samo zato, ker mi nisi čestitala za god. Pozdravljeni, moje ime je Boštjan iz zasedbe B-kompleks in vi poslušate oddajo Radioaktivno. Snegu so sledi bolečine, vodijo od doma. Strah budi se tiš, srce je polno dvoma. Dlan v dlani se pogreje, prosim te ne joči. Tvoj pogled v mojem se zgublja v hladni noči. Upam le, da to kdaj ne bodo dobri stari časi. Upanje na zadnje umre, ljubiva se počasi. Upam le, da to kdaj ne bodo dobri stari časi. Upanje na zadnje umre, ljubiva se počasi. Sonce nad Koprenom, žalostne bližine. Pot me kliče, ti ostajaš v svetu brez topline. Hlad zaveje, veter poje v moji dolini. Tebe je v mrak zavilo, v srcu in tišini. Upam le, da to kdaj ne bodo dobri stari časi. Upanje na zadnje umre, ljubiva se počasi. Upam le, da to kdaj ne bodo dobri stari časi. Upanje na zadnje umre, ljubiva se počasi.
Skupina B-kompleks v oddaji Radioaktivno je Boštjan, predstavljava album Amerikana po slovensko. Omenjaš kitaro, pogledal sem na spletu in tudi na CD-ju vidim, da imaš kitarnico. Ja, res je, mislim, da zdaj že 13. leto, kaj skrbim za inštrumente strunske, se pravi kitare, bendže, mandoline, podobne hece in bas kitare. Slovenskih glasbenikov, tako da to laufa že tako dolgo. V glavnem počnem v življenju vse, kaj je povezano z glasbo in s kitarami, tako da jaz našel tisto, kar me veseli. Tako da bi pa bilo zdaj v zadnjem času res fajn, več muzike, pa manj servisa. Kitaro potem poznaš vse detajle. Ja, to pa treba je poznati. Vse ni neka raketna znanost, kot radi rečejo na internetu. Pač treba imeti občutek, treba je biti natančen, pa treba znati, kaj prispajkati, pa kaj pobrusiti, pa je to. Kitarnica pa ni samo servis, ampak je še marsikaj drugega zraven, kot je videti na spletni strani. Ja, spletna stran je že dolgo ne posodobljena, tako da tam še verjetno kakšna reklama za kaj druga, recimo za učenje, ki ga tudi v zadnjem času ne izvajam več. Mislim, da je, kak se je korona začela, so tudi učenci nehali prihajati, pa je tudi tak, se je bilo neko obdobje dovolj učenja. Reč pa ja, mislim, da je bilo še nekaj sem v začetku imel plane še imeti neko trgovino, neke eksotične stvari, ki se pa nam težko dobijo, ne vem, kakšne butične kitare, ojačevalce, ampak to sem potem opustil. Ker ko enkrat greš v trgovino, moraš imeti delovni čas, moraš imeti še nekoga zaposlenega, kar pomeni več stroškov, tu pa nikoli ne bo neke bogatije, je pa za iz rok v usta, za preživetje, kar je, če si sam svoj šef, vredno tega. Je pa tudi kitarnica združenje različnih skupin glasbenikov, ki tam vidite, poleg B-kompleksa še The Dreams, pa še kdo se najde, še druge zasedbe? Ja, mislim, da je gori napisan še Boštjan Bračič, z njim sva dosti preigrala, s tem, da on je potem oživel svojo skupino Invite spet, tako da zdaj pa črtkeje sodelujeva. Sodeloval sem tudi z bendom Oni njegovi, to je bil pred leti spet aktiviran bend iz 80-ih, to so starejši gospodje, prijatelji, ki so me povabili k njihovem revivalu, ko so ga imeli, pa smo odigrali nekaj koncertov, pa se je tudi zgodba zaključila. Pa mislim, da še Phil Collins Tribute Show Band, to je bil super projekt, ki pa tudi se žal pred, mislim, da 2019 končal, v 2019 10 let smo nastopali, tako da mislim, da ja, tam smo predstavljene te svoje zasedbe, ampak od teh zasedb sta prav aktivni še le The Dreams in B-kompleks. Pred začetkom tega dela pogovora sva zavrtela skladbo Ljubiva se počasi. Ja, za to skladbo, kot sem že povedal, sem besedilo dobil od Renata, glasbo sem kar hitro naredil, ni nič kaj, tak neki folk bluegrassiš varianta, tak mi je besedilo narekovalo. Par elementov sem mogoče spremenil v tekstu, da se izognil podalpskem, kot si prej omenil, Melosu, tako da nič drugače pa luštna skladbica. Eden izmed teh parih izzivov na plošči, oziroma plošči ni bil izziv je v živo, ko igram pač kitaro pa orglice hkrati, kot sem že prej omenil, ker mi multitaskanje glih ne gre, ampak to sem navadil nekako tak, da še zvozim skozi. Naslednja bo pa pesem Dovolj. Ja, Dovolj je pa ena taka pesem, ki je pa, zanimivo, ta pa je, zdaj se spomnim, komaj, je nastala v angleščini za razpis Radia SI za tujejezično pesem, ki seveda potem ni bila sprejeta, ampak sem potem, ko smo sestavljali program za na ploščo, je nisem mogel dati na ploščo, ker je bila v angleškem jeziku, tako da to je bil pa en obraten, to, kaj sem pač večkrat že naredil, za coverje, da sem jih iz angleščine v slovenščino pretvoril, sem mogel tudi svojim komadom narediti, ki je nastal v angleščini. V angleščini je bil pa naslov Blinded. In sem jo potem prepesno v slovenščino, da smo jo lahko uporabili na plošči in jo pač dali v program, ker to je bil pa že od vsega začetka namen, da, tako sem rekel, slovenska glasba, pač se mi zdi, da bi mogla imeti slovenska besedila. To je moje mnenje in zato tudi že imamo program cel v težnja od začetka in zdaj imamo program v slovenskem jeziku. Je bil dovolj, da me ni zmotilo, ti maska pade dol, kot ti z njim je srce bilo.
je bil dovolj, dovolj, da se je razkrilo, mu maska pade dol, a me ni osvobodilo. Glej v srce in vprašaj se, kdo v njem zapisan je, če so tamle črke tri, še tri zarežem do krvi. Leta so bila dovolj, dovolj, da so te zaslepila. To noč sem bil kot mol, srce si brez luči pustila. Dovolj bilo čakanja je, dovolj bilo laganja je, praznih je obljub dovolj, prevaru tvar dovolj, prevaru tvar dovolj. Poglej v srce in vprašaj se, kdo v njem zapisan je, če so tamle črke tri, še tri zarežem do krvi. Poglej v srce in vprašaj se, kdo v njem zapisan je, če so tamle črke tri, še tri zarežem do krvi. Jaz zarežem jih še tri zarežem do krvi. Dovolj skupine B-kompleks v oddaji Radioaktivno je Boštjan z albumom Amerikana po slovensko. Nekaj časa nazaj si že bil pri meni gost skupino The Dreams, Soul Job je album, ki so ga takrat predstavljala. Veš, da so sedaj pri istem delu, ko glasbeniki sprašujejo druge glasbenike. Ja, pa bom sam sebe spraševal. To ne, ker v tem času se je kar nekaj glasbenikov že zvrstilo, tako da ti bodo drugi zastavil vprašanje. No, to je boljše. Ja, verjetno. Zagotovo. Namreč prejšnji teden sem gostil Rino, pevko, ki izvaja moderno pop glasbo, tudi z na trenutke pikrimi in ironičnimi besedili, tako da bi mogoče se lahko tudi na določeni točki povezali. Ona ima 4 vprašanja za tebe. Odlično. In sicer prvo vprašanje. Samo upam, da ni v madžarščini. Tokrat ne, tokrat v slovenščini, je slovenistka. Odlično. Zakaj ste začeli ustvarjati? Ustvarjati bom zdaj vzel kot svojo glasbo, ne? Ustvarjati, zato ker smo imeli pol ustvarjanja, se pravi igranja priredb dovolj. Drugo vprašanje. Kaj je pomembnejše? Glasba ali besedilo? Po mojem gre to z roko v roki, ne. Mogoče res za spevnost, če tako gledam, mogoče rahlo bolj glasba, ker ne poslušajo vsi besedila mogoče, ali pa če po sebi sodim, mene mora besedilo pritegniti, mene zmoti, če recimo, ne vem, tumasto, butasto besedilo, to jaz opazim, da ni v redu, če je tako okej, sicer se moram prav skoncentrirati, da poslušam besedilo, tako da mogoče malo bolj glasba kot besedilo, ampak ne dosti. Tretje vprašanje, ki ti ga zastavlja Rina. Kaj si mislite o slovenski glasbi? Ja, da je že videla boljše čase, pa da je premalo take glasbe, ki bi si jo želel slišati, to je pa recimo v tem stilu, kot igramo mi z B-kompleksi ali pa podobne. Ali pa recimo to, kaj igrajo Paul Graham, El Cajon, to, kaj igramo z Dreamsi, če bi bili teksti v slovenščini, ne, recimo kaj take glasbe. In še zadnje vprašanje. Ali imate radi Frutek? Nimam nič proti njemu, ampak nisem ga tako dolgo jedel, če sploh, da težko rečem drugo kot verjetno. Tudi tebe, Boštjan, na koncu čakajo 4 vprašanja za naslednje goste. Z veseljem. Naslednja, predzadnja bo krog. Ja, krog pa samo po sebi pove, že naslov, v bistvu nekak speljanka iz angleške Circle of Life, življenjski krog, cikl. Ne vem, to sem nekak imel v mislih. Ta odnos, ki ga ima človek, ko se znajde
na sredini, ne, ko še ima stik z starši in ko ima še opravka s svojimi otroci in pač ti odnosi, relacije, sprejemanja, učenja in pa dajanja, poučevanja, kakorkoli, prenašanja nekih znanj, življenjskih modrosti in tak dalje. V glavnem, to sem imel v mislih, ko sem pisal to pesem. Je po poti, ki že gazil jo je ded, nad njim oblaki, v katerih bil je sneg. Težka pot pod vsem bremenom, kot težek je korak, a odločen in pogumen, saj nekoč je vozil vlak. Dih mu le za hip zastane, ko snežinka nam pristane, takrat spremeni se vlak v ladijski vijak. Ni ovinkal na tej poti, ded pride mu naproti, ga prime za roko, mu pove, kot oče njemu je. Pridi, sinem, saj bo šlo. Hodim po poti in daljavi gledam kres, svetloba sveti skozi krošnje dreves. Težka pot pod vsem bremenom, kot težek je korak, a odločen in pogumen, saj nekoč sem bil vojak. Dih mi le za hip zastane, obrana na drevo pristane, takrat vojak postane pomorščak. Ni ovinkov na tej poti, oče pride mi naproti, me prime za roko, mi pove, kot oče njemu je. Pridi, sinem, saj bo šlo. Boš po poti in daljavi gledal stas, ko se boš bližal, ti znan bo tudi glas. Težka pot pod vsem bremenom, kot težek je korak, a odločen in pogumen, saj boš jasno videl mrak. Dih ti le za hip zastanem, ko dlan v dlani ti pristanem, takrat v mrak posvetil borojak. Ni ovinkal na tej poti, kmalu pridem ti naproti, te primem za roko, ti povem, kot oče meni je. Pridi, sinem, saj bo šlo. Krog skupine B-kompleks oddaje Radioaktivno. Boštjan, za konec, kako zasedba B-kompleks naprej? Verjetno sedaj ne prej razmišljanje o odrih. Ja, kot že rečeno, odri bi bili zaželeni čim več, pa čim prej, radi bi tudi predstavili to ploščo v živo, tako da neke ideje, neka dogovarjanja potekajo, kje bi naj to najprej predstavili. Tako da upam, da čim prej nek samostojen koncert, da kot kvartet odigramo celo ploščo in pa še seveda naše priredbe v slovenščini. Boste potem še katero izmed skladbe z albuma izpostavili kot single, kot ste sedaj Vse je slabo? Ja, kot smo že prej govorila, tvoja ideja ni bila slaba, tako da bomo vse komade spravili do konca leta skozi. Dobi še katera potem posledično tudi video podobo? Ja, nek video še bo, ne vem kdaj pa za katero skladbo, ampak zagotovo še bo nek video. Glede na to, da pa ste glasbenik iz različnih vetrov, potem verjetno delo še tudi v drugih zasedbah? Ja, Zmago Bobnar igra še v zasedbi Strici iz ozadja. Lucija kot violinistka mislim, da sodeluje tudi z različnimi glasbeniki, ne vem, da nekim iz Ptuja, pa potem tudi s svojim možem sodeluje. Njen mož Matjaž Dajčar je odličen kitarist, tako da zase sem že povedal, tako da ja, smo aktivni. Potem bo počasi čas, da
začnete kaj novega ustvarjati? Ali že kaj nastaja? Ja, že nekaj nastaja. Ja. Jaz sem v bistvu ravno pred kratkim ob vsem tem, kaj ne rečem, zdaj opravku s to ploščo, z temi intervjuji, pa z vsem, kaj gre zraven, vsemi temi opravki, ker to pač traja, za mene to vse prepočasi traja. Sem rekel, ne morem samo na to misliti, moram odvrniti misli malo od tega in sem začel delati že na nekih novih komadih. Ja. Poslovila se bova skladbo Kot človeško bitje in piše zraven posvečeno vsem ljubiteljem Amerikana glasbe. Ja, kot že omenjeno, ja, to je skladba Petra Mašina, Lucinega prijatelja, ki se gre podobno zgodbo, zato sem tudi tako dal podnaslov. Je pa zgodba o propadanju, primerna zgodba tudi za Amerikana, štorijo pač seveda tam vemo, v Amerikana komadih je dosti viskija in še česa. Je pa bilo zanimivo to, če dodam, ja, da ko mi je Lucija prevedla pesem, sem rekel, nič bomo igrali, meni je pesem super, če bom le lahko jo spesno, pač zrimo, da bo nekako. Ne. In kot sem že prej omenil, mi je to uspelo v enem dnevu in kaj še bolj zanimivo, da so v bistvu vrstice pomensko vse enako, po vrsticah je vse isto. Ene, dve, mislim, da sem samo vrstici okrog obrnil, da se mi ni izšlo, tako da sem bil sam nad sabo presenečen, oziroma da je bilo možno to tako prepesniti, da se v bistvu pomen v celoti obdržal po vrsticah. Tako je tudi v češčini besedilo gre, kot ga zdaj bomo slišali v slovenščini. Potem bomo sedaj poslušali Amerikano po češko-slovenskem. Tako. Da ne bi kdo zamenjal po češko-slovaškem. Češko-slovenskem. Kot človeško bitje za konec tega pogovora. Boštjan, hvala, da si se glasil v oddaji Radioaktivno na Radio Perlek ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Ja, hvala za lepe želje in najlepša hvala za povabilo na vaš radio. Draga, strah mi reč, saj danes tvoj občutek te ne vara. Vedno bolj se zdi, da tonem spet, kot da me telo nič več ne mara. Zbirajo oblaki se nad glavo, žalosten obraz obrneš proč. Spil sem vse, kar se je tukaj dalo, grem in zjutraj me ne najdeš več, ker jaz več kot človeško bitje dolgo že ne zgledam. Zate jaz sem nihče, opotekam se in padam, tresejo se roke, jezik se zapleta, bledo obraz podočnjaki na nočno moro te spominja. Križila ledeni, glas prik se spremeni, praviš mi čuden si, malo se začenja že me bat, fice mi zamegli, razum me zapusti, zjutraj me tu več ni, vse veš, ne rabim ti lagat. Kot človeško bitje že dolgo več ne zgledam, zate jaz sem nihče, opotekam se in padam, tresejo se roke, jezik se zapleta, bledo obraz podočnjaki na nočno moro te spominja. Kot človeško bitje že dolgo več ne zgledam, zate jaz sem nihče, opotekam se in padam, tresejo se roke, jezik se zapleta, bledo obraz podočnjaki na nočno moro te spominja. Pozdravljeni, moje ime je Boštjan, igram v zasedbi B-kompleks in vi poslušate oddajo Radioaktivno.